Živjo, kako si? V današnjem videu ti želim pokazati enega od vzrokov za bolečino v zadnjici, bolečino v nogi, ki jo pogosto zamenjujejo z išiasom ali težavami s kolkom. Želim ti pokazati, kako preveriti, ali je to vzrok za bolečino, ki jo čutiš, in kako izboljšati to težavo. Če me še ne poznaš, lepo pozdravljen. Sem dr. Aleksandre Mota, sem fizioterapevt, osteopat in zelo sem vesel, da si tukaj. Poglej to vprašanje, Lucija je komentirala. Imam močne bolečine v ishiadičnem živcu in hrbtenici, zdi se mi, da imam veliko plinov v mišicah. Kaj naj naredim? Prosim, pomagaj mi, hvala. Že sem posnel več videov, kjer govorim o težavah z ishiadičnim živcem in težavah s kolkom. In težava je, da veliko ljudi izvaja vaje, se zdravi, jemlje zdravila in zdi se, da te bolečine nikoli ne izginejo. Ali pa izginejo, a se potem vrnejo. Težava je v tem, da je pogosto problem mišica imenovana kvadratna ledvena mišica. Tukaj sem hitro narisal ta mali risbo, da bomo razumeli. Predstavljaj si, da gledaš nekoga od zadaj. Tukaj imamo medenico, križnico, konec hrbtenice. Tukaj imamo vretenca ledvene hrbtenice, tukaj pa je zadnje vretence prsne hrbtenice in zadnja rebra. In ta mišica, kvadratna ledvena mišica, se nahaja točno tukaj, ob strani ledvene hrbtenice, povezuje rebra in medenico. In vedno, ko pride do neravnovesja v našem telesu, nekatere mišice začnejo kopičiti napetost, postajajo bolj toge, bolj boleče in začne se pojavljati nekaj, kar imenujemo prenesena bolečina. Kar pomeni, se bolečina pojavi v drugih delih telesa zaradi te mišice. In tukaj vidite zemljevid prenesene bolečine, ki jo lahko povzroči ta mišica, kopičenje napetosti v kvadratni ledveni mišici. Bodite pozorni, ta bolečina je tista, ki izhaja iz hrbtenice in se spušča proti zadnjici. In veliko strokovnjakov in ljudi takoj reče, da gre za težavo z ishiadičnim živcem. In če še vedno dvomiš, se spomni, da sem posnel video, kjer pokažem, kako testirati ishiadični živec. Pustil ga bom tukaj v kartici, da si ga lahko ogledaš po tem videu. In na tem drugem zemljevidu, prav tako o preneseni bolečini iste mišice, je prikazana tista bolečina na zunanji strani kolka, ki se spušča proti stegnu. Včasih, in ki jo pogosto zamenjujejo s težavami s kolkom, tendinitisom srednje zadnjične mišice, burzitisom kolka ali trohanteričnim burzitisom. Torej, če čutite bolečino na teh območjih in se zdi, da nič ne pomaga ali pa nič ne pomaga dolgo časa, naj vam pokažem, kako preveriti, ali je kvadratna ledvena mišica vzrok za te bolečine in kako si lahko pomagate. Način, kako testirati to mišico, je ugotoviti, ali se lahko raztegne, podaljša. Ko se v mišici nabira napetost, vam ne dovoli gibanja, saj vas omejuje. To je lahko zaradi bolečine ali pa zaradi same napetosti. Zdi se, kot da nekaj zadržuje gibanje. Naj naredim hitro en risbo na sebi, da boste razumeli, kateri so gibi in kako bo potekal ta test. Ljudje, nimate pojma, kako težko je risati po lastnih hrbtih, ampak poglejte, kako je izpadlo, lahko si predstavljamo. Torej, kvadratna ledvena mišica je prisotna na obeh stranih, na desni in na levi strani. Tukaj sem narisal samo desno stran, zato si predstavljajmo, da je bolečina, ki jo čutim, na desni strani. Ali tista bolečina, ki gre proti zadnjici, ali tista bolečina, ki gre proti kolku. Da preizkusimo to mišico, imamo dva načina. Prvi je preprost. Roke položite na boke in pridete tukaj blizu hrbtenice. Iščete občutljive točke, boleče točke. Če najdete točko, ki je zelo občutljiva, kot da bi bila poškodovana, ali pa sprožilno točko, se pravi, ko pritisnete, se bolečina ponovi, boli v zadnjici, boli v kolku. To je že znak, da ja, bolečina, ki jo čutite, jo povzroča kvadratna ledvena mišica. Drugi način za izvedbo tega testa je, da poskusite raztegniti to mišico. Zato boste stali po konci, roke pustite tukaj ob strani noge in se boste nagnili na desno in na levo, da opazite, kako nizko lahko sežete. Torej, stali boste po konci, roke pustite tukaj ob strani telesa in poglejte, do kam lahko dosežete. Spuščajte se, kot da bi poskušali se dotakniti strani kolena. Nagnite se na desno, nagnite se na levo.
Spomni se, da je bolečina na desni strani, torej, če se kvadratna ledvena mišica napenja na desni strani, ko se nagibam na drugo stran, ko se nagibam na levo, bom začutil, da je tukaj nekaj v hrbtu, kar ovira gibanje, kot da bi nekaj vleklo. Ali pa bom začutil bolečino, ko se nagibam na levo, kot da bi se nekaj raztegovalo, kar je poškodovano. Bolečina je na desni strani, testiraš tako, da greš na levo, spustiš levo roko, kot da bi se hotel dotakniti kolena. Če lahko greš precej manj na levo stran, ali če ob spuščanju začutiš vlečenje zadaj, v hrbtu, ali začutiš bolečino. Ja, to je znak, da kvadratna ledvena mišica povzroča ta problem. In tudi že sem povedal, da je to gibanje nagibanja na eno ali drugo stran povezano s križnico. Tukaj na kartici puščam še en video, kjer pokažem, kako izboljšati križnico in sakroiliakalni sklep. Prvi način, kako izboljšati ta problem je, da poiščete točno tisto najbolj občutljivo točko. Ko najdete to najbolj občutljivo točko, boste ohranili rahel pritisk. Želim, da povzroči rahlo bolečino ali še bolje, da sploh ne boli, prav? Če čutite močno bolečino, pritiskaš premočno, sprosti ta prst, sprosti ta pritisk, naredi bolj rahel pritisk. Ko boš čutil znosno, rahlo bolečino ali še bolje, brez bolečine, boš ohranil ta pritisk in se še vedno nagnil na isto stran. Ohrani ta pritisk tukaj, 90 sekund. Ko se vrneš, boš opazil, da je točka mehkejša, manj napeta in bolečina se je močno zmanjšala. Ta vaj lahko ponoviš do 3-krat. Če se je olajšalo, pritisni močneje. Če se je bolečina vrnila, se nagni, počakaj. 90 sekund in se vrni. Lahko ponoviš še 3-tič. Pritisni še globlje, se nagni, počakaj, da se bolečina zmanjša, počakaj 90 sekund in se vrni. Še vedno sem presenečen nad to risbo. Bilo je zelo težko. Ljudje, cenite to. Naročite se na kanal, vklopite zvonček in vklopite vsa obvestila, ker ni lahko, kaj ne? Pri drugi vaji boste masirali te mišice. Masirajte obe strani z uporabo teh členkov na roki. Ko zaprete roko v pest, vidite, da ostanejo te kostne izbokline in ti so odlični za masažo hrbta. Torej, na vsako stran boste postavili te členke rok. Lahko masirate od zgoraj navzdol in lahko masirate v krogu. To masažo izvajate 30 sekund ali do 1 minute. Če čutite tisti dober občutek, tisto sprostitev. Z masažo in dodatnim nasvetom preverite, kaj vam najbolj ustreza. Ali izvajate to masažo stoje, sede ali leže na trebuhu. Vsak človek je drugačen, zato preizkusite in ugotovite, kaj vam najbolj ustreza. In pri mnogih ljudeh je ta mišica tako boleča, da ne morejo narediti niti prve vaje, niti druge. V takih primerih boste naredili to 3. vajo. In 3. vajo boste izvajali leže. Ampak najprej bodite pozorni. Usedite se na posteljo ali na kakšen kraj, kjer vam je udobno ležati in vstati. In si predstavljajte naslednje. Če je bolečina, ki jo čutite na desni strani, boste ležali tako, da bo stran z bolečino obrnjena proti trupu. Se pravi, če čutim bolečino na desni strani, bom ležal na levi strani. In tukaj boste naredili naslednje. Uležite se na bok, prekrižajte in prepletite prste. Na ta način položite roko na desno stran prsnega koša in pustite, da teža roke obrne vaše telo, kot da bi želeli obrniti prsi proti stropu. Pojdite počasi, le do točke, kjer vam je še udobno. Ko dosežete mejo, kjer čutite raztezanje, občutite, da se razteza področje kvadratne ledvene mišice, vendar ne povzroča bolečine. V tem položaju boste ostali. 3 minute dihajte zelo nežno, mirno, sproščeno. Izvajajte zelo počasno dihanje, še posebej, ko izdihujete. S tem pomagate raztegniti, podaljšati in sprostiti kvadratno ledveno mišico, zato samo ostanite tukaj, uživajte in občutite sprostitev. In rad bi vam povedal o 2 navadah, ki jih morda počnete in lahko povzročajo to kopičenje napetosti v kvadratni ledveni mišici. Prvič,
Če sedite s prekrižanimi nogami, naprimer, če imate bolečino na desni strani, vaša desna mišica nabira napetost. Opazujte, ali ko sedite, ne prekrizate desne noge preko leve. Ali pa veliko moških to počne, dajo denarnico, včasih zelo veliko denarnico, v zadnji žep. In potem je, kot da bi sedel na blazini. Tvoja medenica bo vedno po strani. In potem, da bi zaščitil hrbtenico, ta stran, ki je bolj dvignjena, ta mišica začne bolj napenjati, bolj se krčiti. Torej, napiši mi v komentarjih, če so ti te vaje pomagale, če so ti pomagale, če si se naučil kaj novega, se mi zahvali. S klikom na všeč mi je spodaj, tvoj všeček pomaga tebi, pomaga drugim ljudem in pomaga naši kanal rasti. In pravim, da je ta kanal naš, ker želim, da deliš te nasvete in vse nasvete tukaj na kanalu. Za tiste, ki imajo bolečine, deli v skupinah na WhatsAppu, pošli nekomu, za katerega veš, da čuti to bolečino. Tukaj zgoraj je video, kjer govorim o drugem mišiču, ki je velik povzročitelj bolečin v hrbtu in bolečin v kolku. Samo kliknite in si oglejte. Spodaj pa je cel seznam predvajanja o bolečinah v kolku, da si jo lahko ogledate. Če je video tam, lahko pomaga tistim, ki imajo bolečine v kolku. Tukaj se poslavljam, lep pozdrav in se vidimo naslednjič.